Živijo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Marička, sem osebna trenerka in danes vas bom popeljala skozi trening za naše noge oziroma za našo litko s pomočjo enoročnih uteži in kar je še najboljše, ta trening lahko napravite kar doma. Vse, kar si morate zagotoviti, je le malček več prostora za nemoteno izvajanje vaj, stol in seveda stekleničko vode. Če nimate na razpolago uteži, brez skrbi, pograbite, kar imate na razpolago ali pa enostavno sledite samo navodilom, ki bodo podana poleg vaj. Prijem pa, da se pomaknemo na trening, ne pozabite napraviti ogrevanja, podariti video like in če si nov in če se še nisi naročil na moj kanal, naredi to zdaj. Sedaj pa nič več čakati, gremo telovaditi. Svetujem, da še poleg ogrevanja napravite par aktivacijskih vaj za zadnjico in jih napravite kar z lastno težo ali s pomočjo elastike. Pa se kar pripravimo za prvi sklop od 5. Pri prvem oziroma supersetu bomo napravili počep z lastno težo, na kar mu bo sledil goblet počep s pomočjo uteži. Za začetek noge postavimo v razkorak širini bokov oziroma najdite položaj, v katerem se boste počutili udobno. Hrbtenica mora ves čas ostati zravnana, vrat pa naj bo kot podaljšek hrbtenice ter sproščen. Pogled usmerite naprej, pred sebe. Pri spustu potisnite medenico nazaj, stisnite trebušne mišice, kolena nikar ne smejo iti skupaj pri spustu, ampak jih je treba potiskati navzven. Pazite, da trupa ne nagibate naprej, ampak ga skladno s počepom usmerite naravnost navzdol. Brez pauze ne spreminjamo pozicije položaja, le pograbimo utež in nadaljujemo z goblet počepom. Komolce usmerimo naravnost navzdol ob telesu, uporabljajte uteži, s katerimi boste lahko zagotovili pravilno izvedbo. Drža ostaja zravnana, ramena potisnemo nazaj, se rahlo izprsimo, stisnemo trebušne mišice in zravnamo hrbtenico. Pri spustu prav tako kolena potiskamo navzven in stisnemo trebušne, da se na hrbtenici ne ustvari lok, ki negativno vpliva na samo hrbtenico. Sedaj sledi 30-sekundna pauza, odložite utež, ta set bomo ponovili še enkrat, raztresite ude in se po pauzi kar ponovno pripravite za počep z lastno težo. Trening vedno pričnite z vajami, ki so več sklepne, saj bodo aktivirale večjo število mišic v telesu. Noge lahko postavite nekoliko širše, da boste lahko za medenico potovali navzdol in nazaj navzgor, brez zatikanja. S širino razkoraka namreč bolj aktiviramo glutealni predel, še posebej gluteus medius. V fazi spusta morate najprej čutiti napetost ravno tam, poleg zadnjih stegenskih mišic. Brez pauze hitro nadaljujemo z drugo vajo, goblet počep. Pograbite utež in jo navpično obrnite navzdol. Razkorak naj bo nekoliko ožji, ampak ker smo tu pri treningu bolj fokusirani na zadnjico, korak napravite nekoliko širši in stopala obrnite navzven. Ponovno smo pozorni, da je spust nekoliko počasnejši od dviga in se resnično osredotočimo na pravilno uporabo mišic. Kolena potiskajte ves čas navzven pri spustu, pri dvigu pa naj svoje delo opravijo pete in aktivno uporabljajte trebušno jedro. Prvi sklop vaje za nami, sedaj sledi 30-sekundni premor, v drugem sklopu bomo napravili tako imenovan deadlift oziroma mrtvi dvig, ampak ga bomo napravili v razkoraku, malce drugače, kar pa pomeni, da bomo najprej intervalno napravili to z eno nogo, nato pa še z drugo. Stopite v razkorak, pokrčite eno nogo in postavite konico prstov na tla in tako bomo napravili posamični deadlift. Pri vaji zavrtimo samo medenico, medtem ko ostalo telo ostaja statično, vendar to ne pomeni, da kolena ostanejo zaklenjena, ampak jih prav tako aktivno uporabljamo, ne v tolikšni meri kot pri počepu. Zadnjico potisnemo nazaj, pri tem pa rahlo pokrčimo kolena, telo pri tej vaji spustimo proti tlom, kot bi zapirali knjigo. Hrbtenica mora nedvomno ostati ves čas ravnana, trebušne mišice pa zategnjene. Če ste začetniki, nedvomno bolje, da vajo izvajate počasi in brez uteži. Osredotočite se na dihanje in pravilno uporabo mišic. Brez pauze samo zamenjamo stran, pokrčimo drugo koleno in nadaljujemo z izvedbo deadlifta. S tem, ko imamo eno nogo pokrčeno, bolj izoliramo mišico zadnjih stegenskih mišic, torej naše hamstringe. Pri dvigu nazaj v izravnano držo nikar ne uporabljajte hrbtenice, ampak noge oziroma vso težo usmerite pri dvigu na pete. Dih sledi v fazi spusta in izdih pri dvigu. Nikar dvigovati impulzivno, raje počasi in kontrolirano.
Miselno se povežite z mišico, ko spuščate in dvigate telo. Sedaj sledi premor, isti superset bomo ponovili še enkrat. Pri izvedbi ste ugotovili, da je z eno nogo šlo delati lažje kot z drugo, zato pri vnovični ponovitvi pričnite najprej z šibkejšo nogo in nato nadaljujte z močnejšo, dominantno nogo. Drža je nedvomno ključna za izvedbo pravilnega deadlifta. Prsni koš pri spustu približajte kolenom, pri tem pa naj utež podrsa po nogah vse v smeri sredine stopal. Potisnite rit nazaj in stisnite trebušne mišice, pri tem pa boste nedvomno čutili napetost v zadnjih stegenskih in glutealnih mišicah. Pri vaji morate ves čas vzdrževati vzravnano hrbtenico in paziti, da se ne pojavi hribček, ko spuščate dol. Vajo raje izvajajte počasi in kontrolirano. Nikar ne prelagajte teže na hrbtenico, ko dvigate nazaj gor. Nič ne počivamo, samo zamenjamo nogo in nadaljujemo z izvedbo. Poskušajte napraviti enako število ponovitev kot s prejšnjo nogo. Bolečina v hrbtenici ne sme biti prisotna. Če se pojavi, takoj nehajte in se ponovno postavite v začetni položaj. Ramena potisnite nazaj, stisnite trebušne mišice in držite zravnano hrbtenico. Kolena naj bodo rahlo pokrčena in jih nikar ne zaklepajte v celoti. Pri spustu potisnite zadnjico nazaj in prsni koš približajte kolenom. Utež pa mora potovati v smeri sredini stopal in nikar naprej. Ponovno sledi 30-sekundna pauza, sledi že tretji sklop, pri katerem boste ponovno prisotni dve vaji, ki si sledita ena za drugo. Najprej bomo napravili sumo deadlift, nakar pa bo sledil sumo počep. Pri vaji je ključen širok razkorak, le izvedba pri teh dveh je nekoliko drugačna. Pa se kar pripravimo v širok razkorak. Stopala držite obrnjena navzven pod kot 45 stopinj, saj bomo tako bolj obremenili glutealni predel. Medenico pri deadliftu zavrtimo in potisnemo nazaj in se naslonimo s prsnim košem naprej. Pri tem smo še zmeraj pozorni na pravilno izvedbo, hrbtenica ostaja ves čas ravnana, trebušne mišice pa napete. Pri spustu kolena potiskamo navzven, če delate vajo prvič, jo najprej izvedite brez uteži. Dvig še vedno opravite s potiskom na pete. Ne odlagamo uteži, ampak kar nadaljujemo z sumo počepom. Vaji sta si na pogled sicer podobni, ampak je razlika pri spustu. Medtem ko pri deadliftu telo nagibamo naprej, ga pri počepu spustimo naravnost navzdol. Skratka, vajo izvajajte počasi in kontrolirano, pri tem pa potiskajte kolena navzven. Pazite, da razkorak ni preširok, ker vam bo onemogočilo globino spusta. Ko spustimo telo, vzdihnemo, nakar pri dvigu izdihnemo. Poskrbite, da res težo dviga usmerite na pete in ne dvigujete s hrbtenico. Pri tem pa vzdržujte vzravnano držo in stisnjene trebušne mišice. In 30-sekundna pauza. Počasi odložite uteži, pri odlaganju ne upogibajte hrbtenice, ampak se spustite v počep. Saj si z nepravilnim odlaganjem lahko povzročite samo bolečine v hrbtenici. Ta superset bomo ponovili še enkrat, stresite noge in se ponovno pripravite v širok razkorak ter stopala usmerite navzven, saj hočemo obremeniti glutealni predel. Pograbimo uteži ali pa nadaljujemo brez njih. Gibanje mora biti zdaj že lepo utečeno, ampak dajte še vedno prednost pravilni izvedbi. Pazite, da uteži ne potiskate pred stopala, ampak naj potuje lepo po nogah v smeri sredini stopal. Še vedno vzdržujemo vzravnano držo, trebušne mišice pa napete. Pri spustu pa potiskamo noge navzven. Močno trebušno jedro bo omogočilo bolj kontroliran in globlji spust. Brez počitka nadaljujemo kar z sumo počepom. Če je teža uteži pretežka, nadaljujte z lažjo utežijo, nikar ne ogrozite pravilne izvedbe zaradi previsoke obremenitve. Telo za razliko od prej spustimo naravnost navzdol in se ne nagibamo naprej. Utež skratka potuje v isti smeri. Ritne mišice bodo nedvomno pekle, zato ne odnehamo in vztrajamo do konca. Še vedno pa smo pozorni, da potiskamo kolena navzven in vzdržujemo vzravnano držo. Še malo in pauza. Stresemo noge, lepo odložimo uteži, globoko vdihnemo in izdihnemo. Pred nami sta še natanko 2 sklopa vaj, kar pa pomeni, da smo tudi vse bližje našemu koncu treninga. Pri naslednji vaji, ki je standard pri treningu za ritko, je tako imenovana vaja dvig medenice. To vajo bomo napravili s pomočjo stola, lahko pa jo tudi napravite s pomočjo klopi ali sofe, ki vam bo dala malce več stabilnosti.
Utež položite na medenično kost oziroma pod trebuh. Lopatice položite na stol, tako da je gibljiv le spodnji predel. Noge postavite v širini ramen in naj ne bodo preveč naprej ali preveč proti stolu. Najdite tisto zlato sredino. Pogled usmerite naprej in tako mora tudi ostati ves čas giba. Trebušne mišice ostajajo napete. Dvig in spust se izvaja le od rebrovja navzdol, vse ostalo ostaja trdno na mestu. Pri tej vaji naj delo opravi rit in nikar hrbtenica. Sedaj sledi 30-sekundna pavza, odložite utež, po pauzi bomo to vajo ponovili še enkrat. Ta čas pa se lahko spet ponovno pripravite za dvig medenice. S tem, ko imamo dvignjen zgornji del od površine, povečamo obseg gibanja medenice in tako posledično bolj obremenimo glutealni predel oziroma ritne mišice. Skratka, stisk ritnih mišic je lahko bolj intenziven. Če vam je gib nekoliko neudoben, vaje nadaljujte ali na tleh ali pa brez uteži. Pomembno je, da izpopolnite gibanje in potem stopnjujete s težo. Zakaj bi morala trpeti hrbtenica? Dajte prednost pravilni izvedbi vaje in ne toliko število ponovitev. Vdih sledi pri fazi spusta medenice, nato pa izdih pri dvigu navzgor. In sledi zaslužena pavza. Odložite utež, stresite noge, sledi še zadnja vaja našega treninga, ki jo bomo napravili z lastno težo. Ta vaja bo specifično izolirana vaja za glutealne mišice, vaja pa se imenuje kickback oziroma brca nazaj. Pri izolaciji nam bo v pomoč stol, saj bomo lahko z držanjem res stabilizirali trup in tako preprečili nepotrebno zibanje telesa. Najprej bomo kickback napravili z eno nogo in naposled čez drugo. Predlagam, da najprej pričnete z šibkejšo nogo in nadaljujete z močnejšo. Pri treningu smo se osredotočili skratka na kompleksne gibe, kjer je bilo aktivnih več sklepov, medtem ko se bomo pri tej vaji osredotočili le na en sklep. Noga mora ostati ves čas ravnana, ampak rahlo pokrčena. Ostali del telesa držite statično. Če začutite rahlo bolečino v hrbtenici, se enostavno nagnite bolj v predklon oziroma naprej na stolu, ampak še vedno ohranjajte pravilno izvedbo. Po pisku brez pavze le zamenjamo nogo in nadaljujemo z izvedbo. Nikar ne hitimo, držimo enakomeren ritem vse do konca in pazimo na pravilno izvedbo. Trebušne mišice naj ostanejo napete, hrbtenica zravnana, pri brci nazaj morate začutiti le stisk ritnih mišic. Prav družba, pred nami je še zadnji set, dajmo pauzo izkoristiti, da dobro pretresemo ude, ritka peče, prav je tako in se ponovno pripravimo ob stol, roke položimo na slonjalo in nadaljujemo z brco nazaj. Res stisnite ritno mišico, ko sunete nazaj, naj vam trebuh ne pobegne naprej, ampak ga stisnite in se držite v ravni liniji skladno z hrbtenico. Izdih sledi, ko brcnete nazaj, vdih pa potem, ko spustite. Vajo lahko izvajate nekoliko hitreje, z vedenjem, da res začutite konstantno napetost v glutealnih mišicah. Ko zaslišite pisk, le zamenjajte nogo in nadaljujte z brcanjem nazaj. Poskušajte napraviti enako število ponovitev, kot ste jih napravili z nasprotno nogo. Pazimo, da pravilno dihamo, hrbet držimo zravnan, trebušne mišice ves čas napete. Nogi naj bosta malenkost pokrčeni, le tako boste začutili pri brci nazaj pravilen stisk ritnih mišic. Želimo si lepe in definirane mišice. Dajmo zdržati še malo do konca. Tri, dva, ena. In naš trening je tudi s tem končan. Po treningu pa ne pozabite napraviti raztezanja in poskrbite, da v telo vnesete zadostno količino beljakovin. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi treninga. Za večjo intenzivnost seveda lahko vse skupaj ponovite še enkrat ali dvakrat, ali pa trening napravite v sklopih. Si določite število ponovitev in število setov.
Prijem pa, da se poslovimo, seveda trening deli dalje ali pa ga napravi skupaj z svojo najboljšo prijateljico. Podari video like, se naroči na moj kanal, da ne zamudiš bodočih vsebin in se vidimo naslednji teden. Čao! Pa da grem tukaj.